Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Don't regret, ne, kako se že to reče. Ne moreš biti dolžen. Tako, ne moreš biti dolžen, ne, že po gorenjsko povedal. Z mano je danes Patrik Štefelin, gasilc, športnik v bistvu, Tako je, itd. vsega po malem. Vsega po malem. No, daj, prvo vprašanje, zdaj itak, jaz mislim, da če vas zanima, kaj o Patriku, predlagam, da se greste prvo na hit pogooglati, kaj počne, kva dela, Fire Combat, itd. Oziroma Fire Combat Challenge je pravilno, ne? Ja, v bistvu od letos samo še Firefighter Challenge. Combat so umaknili v Ameriki, zato ker je v bistvu publika je mislila, da se kakor tepemo, ne? Ker je bilo iz Mortal Kombat. A res, bi ali oni kaj? sklepali, ja, da se mi Kaj, da se tepemo. gasilci tepejo? Ja, Ampak to legit? ja, legit je. Letos je prišla ena iz Amerike, ki je v tem odboru za ta tekmovanje Ja, in je dejansko tako pojela. noro. Tako da ja. Prav ni zdaj. To je tako, a ne vem, če veš, recimo včasih se je rekel mrtvaku, ne, ki splavo, Ja, danes se mu reče zvezdica. Ne. Ja, Tudi bombica ni več bombica, to ja, veš, ne. A si ja, na difu, ne. ja. Kaj zdaj je žogica, ne. žogica, ja. Mislim, Ja, ja. No. Daj mi povej, v glavnem, ti si športnik in gasilc, pa me zanima, kje ti vidiš, da je ta neka linija med gasilstvom pa športom? Ja, jaz to zdaj na dveh koncih gledam. Tako, pač ena stvar je, biti gasilc pomeni tudi neko fizično pripravo, po drugi strani pa šport delim ne glede na to, a je to profesionalno ali pa kot hobi, pa z gasilcem kot psihična priprava. Zato ker zdaj, če se poistovetim z mojim tekmovanjem, zelo je vse na hiter, pa sekunde štejejo, pa lahko to prenesem na gasilstvo, a ne. In je to kul, ker ne vem, mogoče v kakšni situaciji se glih zaradi tega bolj znajdem, a ne, pa ne zdaj, da bi sebe nekaj dvigoval, pa kaj. Po drugi strani mi je pa manjko fizične priprave, vidim, da tako na splošno v populaciji, tudi če grejo ven iz gasilstva, je, pa ne pravim zdaj, da bi to rabili biti pa vsi neki vrhunski športniki, ampak ne vem, se mi zdi, da bi mogli več dati na svoje telo, na zdravje, no. Ti študiraš na difu, a ne? Ja, zdaj imam še 2 izpita, no. Pa boš kaj pol? Pa bom pa diplomirani športni trener. In boš kaj počel? Kaj ti je cilj? Ja, zdaj nekako probavam predreti na neko platformo, kar se tiče gasilstva s športom, ampak zdaj nekaj sem že začel, sam ne tle v Sloveniji, bolj v tujino trenutno ciljam, zato ker se mi še vseeno zdi, da tukaj zaenkrat, pa upam, da se bo to spremenilo, neka tabu tema, da mogoče tudi zaradi populacije, ki je v gasilstvu, se mi zdi, da ni to toliko, da si ljudje ne želijo toliko vedeti o tem, čeprav se mi zdi, da po drugi strani bi pa mogli, pa si sami ne upajo, no. A mogoče to zato, ker v resnici niso nikoli, oziroma se zelo redko zgodi, da lahko rečejo, ja, danes pa nisem nekaj mogel narediti, ker nisem fizično pripravljen. Ja, to je pa, Verjetno je to je to, pa ne. sploh problem, ja. Ja. Se pravi, lahko rečeva, da je Slovenija premajhna za take stvari. Recimo Mislim, tudi, koncev, a ne. ja. Ok, ker so se prej za šport pa to, pa mejo med gasilstvom, a ne. A misliš, da bi mogli v Sloveniji, ok, za poklicne gasilce vemo, da imamo neka testiranja pa to, ne. Misliš, da bi tudi kaj za prostovoljce mogli biti? Tle bo malo obrznila Gasilsko zvezo Slovenije. Vem, da je, ne vem, če se spomniš, jaz sem to nekaj našel, nek predlog za testiranje gasilcev je že bil spisan, se mi zdi, da lahko tudi pošljem, no. Prav napisan kako bi testirali prostovoljne gasilce enkrat na let. Tako da se ti zdi, da bi mogli to kaj biti, ker vsi govorimo psihofizično pripravljenci, kao, ne. Ja, ja. Vemo, da eni ne zgledajo tako. Ja. a ne. Dobro, zdaj to je tudi pol druga stvar, kaj jaz sem zelo tak, me lahko hiter zmota, ne. Lahko je zdaj ne vem, če to jaz primerjam svojemu športom, a ne, Ja. je veliko takih, sploh Američanov recimo, a ne, telesno zgrajeni v nulo, pač res se vidi, da to je mašina, stroj, po drugi strani pa na koncu, jaz ne rečem, da sem zdaj pa tisti model perfekt, a ne, narejen, ampak po drugi strani me pa na koncu mogoče sploh ne premaga, a ne, pa si mislil, ta me pa bo, a ne. In isto je recimo tle,
Zdaj, lahko je en pač malo bolj močnejše postave, ampak ne vem, je pa ne vem, lahko full agilen ali pa pač določene stvari mu bolj ležijo, se najbrž toliko vzdržljiv ne bo, ampak tako da, ja, definitivno pa sem tega mnenja, da bi mogli neke določene testiranja biti, ampak spet na neko dobro mejo tudi tistih, ki mogoče niso tako zmožni. Da bo še zmeri nek rezultat ven prišel. Ti v bistvu s tem zmotiviraš nekako, da tako, so oni zase. Ja, zaradi tega, ker pol tukaj se pa zna zgoditi naslednji problem, če bo to zelo slabo zastavljen, kaj se bo zgodilo s tistim, ki mogoče tistega testiranja naredil ne bo. Ali se bo gledal skozi prste, ali bo pa ne vem, ne moreš ga pa, še vsem je prostovoljc, a zdaj ga boš pa zaradi tega kar izločil. Ta meja določena bi mogla biti zelo tako dobro preračunana, kaj se zgodi z nekom, ki mogoče pa ne bi. Ja, recimo, ne vem, če veš, Parižanje, pariški poklicni, ta brigada, pariška, gasilska, oni imajo to testiranje, ne vem, če si videl polico. Sem videl. Si probal to? Ne, probal nisem. Pa bi. Ja, bi probal. Jaz bi isto probal, sam tako vem, da jaz ne. Ampak oni recimo imajo tako, da greš ti dejansko na šihtu vsak jutr to probaš, oziroma ko priješ na šiht, in pol se ti zgodi, da recimo ne splezaš gor, greš takoj k zdravniku na njihovo, ker imajo pač v enoti svoje doktorje, pa zdravniško ekipo, te pregledajo in ti povejo pač, je to zdravniško, da se slab počutiš. In pol načeloma ne vem, koliko, a je en teden ali 14 dni nekaj tasga imaš, da si doma in se ne treniraš, kao, da se dvigneš na polici, pa greš pa neko disciplinsko in pa kar hitro odletiš lahko. Okay. Pač njih kdo hitro dreže. Sam ne vem, če to v Sloveniji dosegljivo, pri teh prostovoljnih, pri nas prostovoljnih gasilcih. Tako da deva se te temi pol izogniti, da ne vem, kdo obesil kam. Ker sva prej govorila še o tem, da si se pravi, da boš kaj športni trener, kolikor jaz poznam te stvari. Obstaja neka eksplozivna moč, pa neka vzdržljivost. To je ni tako neki eno nasprotje. Nista dve različni, ne moč, ampak tako, kako si ti dober si lahko eksploziven ali pa neki še. Da dolgo zdržiš, neverjetno. Ja, to je vzdržljivost. Ja, no. Pol je pač maksimalna moč, sam to, pri gasilcih na splošno se toliko ne pokaže. Popol ne vem, koordinacija, agilnost, take stvari. Kaj bi pa rekel, da je najbolj pomemben pri gasilcih, pa pri gibanju gasilcev na intervencijah pa to? Ja, to je zdaj spet odvisno od tipa intervencije. Ajde, požarno, en tak klasičen požar. Vzdržljivost, po določenih primerih tudi kakšna agilnost, zdaj odvisno od prostora, kakšen je prostor. Konec koncev se moraš po kolenih plazati, se pa nekam splezati pa to. Zaradi tega. Ok, tle sem hotel v bistvu zvedeti, kaj je najbolj v bistvu pomemben, če primerjava, tle bom rekel, Fire Combat Challenge, nekaj res eksplozivnost, če ko gledaš, ker pač koliko je to, 2 minuti dela. Ja, pač 2 minuti se to dela približno, ali je to pol v bistvu že vzdržljivost, Enkaj je lahko verjetno v Fire Combatu ful dober, pa lahko crkne na dihalcu verjetno. Ali je to pogojen itak, če si ti tako dober, da v 2 minutah ti narediš, boš tudi 20 minut zdržal. Mislim, to je zdaj zelo tako specifično. Drugač je en del je itak eksplozivnosti, sploh štart, kar se tiče tekmovanja, pol je pa bolj ta anaerobna vzdržljivost, ker je toliko hiter konc, da ne presežeš tega praga, ker se pa pol tiče to prenesti na neko tako vzdržljivost, ko jo rabiš na intervencijah. Zdaj, če bi poseb sklepal, mi to ne dela pač nekega problema. Se mi zdi, da je kar enakovredno. Zdržiš ne 20 minut. Ja, zaradi tega, ker je pa razlika, tam ne boš, recimo zdaj jaz progo naredim v minuti 20, jaz tam ne bom minuto 20 delal na maksimalno. Mogoče že to taka razlika, pa si glih zaradi tega znam toliko bolj porazdeliti tisti čas, ki ga imam tam lahko več. Tudi toliko hiter se ne boš odločil, pa šel nekaj na glavo narediti. A se ti je kdaj na intervenciji zgodilo, da smo ga cel vleči, ali pa karkoli iz teh nalog, da si rekel v pismo, pa kada Fire Combat, ne sorry Fire Combat, ampak Firefighter Challenge.
Da bi prav tako, ne morem verjeti, zdaj pa kar vlečem cel gor nekam Ne, štuk. cel glih ne, bila je pa, ne vem, če smo kakšno orodje na kakšno streho gor vlekel. Je dosti podoben, a ne, Ja, ja, štrik. gib pa to, ja. Je približno nekaj takega, ja. Ok, kaj pa, tako, zdaj, če gre čisto na gasilski vidik, kaj si ti v bistvu tle v društvu, si imaš kakšno funkcijo? Drugač sem višji gasilec, pol sem pomočnik poveljnika za opremo, pa član upravnega odbora. Dobro, in kva od tega ti je najbolj tako Najboljš mi je biti operativec. pošten povedan? Ja. Vidim, da imaš tudi tam prvo pomoč, kva imaš tudi to. Ja, Se ja. s tem baviš ali to je čistko? Pa to imamo v bistvu vsi, ki smo naredili za prve poslovalce, no. Pa tisti, ki smo največ tako v bajt. Mislim, a ne, zato, Ja. ker nimam sam prve pomoči not, bom rekel, no. Imam kakšno tako stvar tudi, ki jo drugače načeloma nimaš, no. Ja, ja. Imaš še dodatno. Ok, zdaj se še malo tega dotaknem, teh tvojih intervencij pa to. Katera ti je bila mogoče tako najbolj bizarna? Ponavadi rečejo, katera ti je bila una, ki si jo najbolj zapomnil, ampak kako, katera ti je bila bizarna, da si rekel, ne morem verjeti, a to obstaja, ali tako, kaj tazga. Smel kaj tazga. Ja, mislim, vtisnejo se ti najbolj kakšne take smrtne, a ne, sicer. Dober, ja. Njih najboljše, ampak drugače pa prav bizarna. Ne, ste kdaj kakšno žival lovili, kaj tazga? Ja, zdaj smo imeli nedolgo nazaj, približno en mesec smo imeli enega mačka, tudi ni se dal, pa ful je bil visok, res gor na drevesu, tako, ko smo lojtro stegnili, smo jo miži na max, pa je še naprej gor lezel, tako da pol pač druge ni bilo, kakor da je šla veja, pa je on šel poj z njo. Ja, Sicer so vse dobro končali, itak so ga spodaj smo napeli eno rjuho, tako smo ga not ujeli, v bistvu direkt not padel. Kar se tega tiče, ni bilo nobene take panike. Mogoče take smešne so mi sicer, a ne, to zdaj, da ne slabo izpadalo, ampak kakšna voda po noč, pa na koncu prideš, pa v bistvu toliko malo kapla, da se ti zdi. da je bilo od jutra počakala, ne. Ja, ampak a ne, to je spet, a ne, odvisen od človeka, ki pokliče, pa od njegove situacije, pa ne, se za vsega skrbi za svoj premoženje, pa mogoče z tega vidika pol malo drugače gledaš na to, a ne. Koliko si ti star? 24. Pa se ti zdi, da v naši generaciji ful manjka zdaj tega, da je folk handy pa tako? Ja, svoji... ja, zmeri slabše, če mene vprašaš, je zmeri slabše. Je. Ne pravim zdaj, da bi pa mogel vse znati, sam so pa neke stvari, se mi zdi, ki pa, ne vem, bi mogel vedeti, a ne, ker jaz opažam, da se motorika se zgublja. Ja? Se pravi, da nekaj primeš v roke, pa da saj približen zna s tem delati. A ne. Zato gasilstvo je najboljš, ker je toliko opreme, pa toliko različnih stvari, ki jih lahko sprobaš, kar se tega tiče, za mlade najboljša stvar, ki si jo lahko pač narediš in tle marsikaj lahko zveš, no. Koliko imate kaj mladih tako? A si edini ali pa si veliko, imaš tako ekipo? Ne, pa vse nas je kar nekaj, no. Tako da se da delati. Sam je pa pol spet odvisen, vsak ima eno svojo stvar, a ne. Tako da, ampak takrat, ko prijemo skup, takrat itak delamo tako, kakor da bili vsak dan skup, no. To je najbolj važno. No ja, se je valjda, če odrastaš v gasiljenju, je to, se mi zdi, najboljši connection, ki ga lahko imaš, zato, ker greš čez vse borbe, bom rekel, starejšimi generacijami skup, a ne. Preboril si se sam do tega, da lahko nekaj delaš sam. Ja. Ker smo mogli včasih sprašvati, če lahko danes pa pač narediš, a ne. Ja, To se mi zdi. Mogoče glih to, kar si rekel, da greš čez vse, a ne. Kar jaz opazim tako, ali je nekdo štartal mogoče, ne vem, pri 30-ih ali pa pri pionirjih. Se mi zdi, da je dinamika dela pa pogleda na gasilstvo čisto drugačna. A ne. Jaz recimo sem začel pri 7, pa zdaj, a ne, do konca že. Nekdo, ki mogoče ni, sej mogoče isto, a ne, misel, kakor pa jaz, samo se mi zdi, da ni isto, no. Da je neka razlika, kar se tega tiče, še vseeno. Da je fajn, če greš ja čisto od začetka, pa je celo početi. Ti si čisto od začetka. Jaz sem čisto od začetka. Pa imaš kaj familije že tle?
Vsi v familiji, razen Atija, smo pri gasilcih. Provati pa ni. Ne. A ja, prav zanimivo, ne vidiš, ker drugače ponavadi so vsi po fotru po gasilci. Ja. Jaz recimo sem prišel pa čist brez, bom rekel, neobremenjeno gasilstvo, šli pri 16. Pa je bilo v bistvu samo tako fora, da nas je bilo tako ene 5-6, ker smo v isti tako pri 15-16 prišli in smo pol v bistvu, ja, iz mladinca smo šli direkt pol v pripravnika, ne. In je bilo tudi tako, no. Mogoče je res, da se te hierarhije nisem toliko navadil, sem se pol, ampak ja. Kaj pa tako, disciplina pa to, se ti zdi, da tam mladi ne vemo več, kva je hierarhija, brabal vojsko, no, po domač povedan. Mislim, a opažaš to, ne vem, ker se mi zdi, da pri gasilcih še zmeri, oziroma bom rekel, tudi odvisno od enote društva, koliko je to, bom rekel, koliko se to pozna, pa koliko se to izpostavlja v društvu, ne. Ne vem, da se ve, da je nekdo poveljnik, da je tako, ker ena društva pač imajo drugačno hierarhijo, ne, ampak ne vem, kako je pri vas, pa me zanima, če opažaš, da ko pride kakšen tam mlad ta nov, ko mu je kar čuden, da nekomu nekaj ne smeš reči, ali pa, mislim, ne smeš, da mu lahko, samo mu ne rečeš, ne, ker je pač neka chain of command. Zdaj, če grejo čisto na začetek, hierarhija se mi zdi, da mora biti. Ja. Sam zdaj, kako bo pa to vsak spreje, pa malo drugače. Jaz mislim, da to se prenese od doma. Zdaj, kar je pa pol tle, pa še vsem moraš vedeti, da skoraj zmeraj bo nekdo nad tabo. Samo če pa ni, je pa pol spet problem, ker imaš pa odprte roke. To se pravi, nekako te omeji, kar je meni je to v redu, da že zaradi tega, da je nek spoštovanje, ker če nekoga tukaj izpostuješ, boš tudi pa ungah, kjer mu priješ, recimo na intervencijo. Ja. Je še vsem moraš imeti neko mero, pa neko to bariero, kar rečeš, ok, do sem lahko, od tukaj naprej, pa jaz nimam kaj več iskati. Isto bi bilo, recimo, ko se prej izgovarjala, kaj spet težko priznati, mogoče glih zaradi egota, do sem zmožen nekaj narediti, od tega, ne vem, zdaj ena taka je, bojim se višine, lojter ne bom šel. Pa velikrat te takrat adrenalin nagon, ok, zdaj pa še tisto lojtro, pa lahko je pol več škode, kot koristi. Isto se mi zdi s hierarhijo in je premalo. Mislim, jaz tle v našem društvu, pa ne zdaj, da bi nas zagovarjal, mogoče ne opazim toliko, da bi se glih kdo kaj upiral, se mi zdi, da kdor pride, se že malo zaštarta, pa vidi, kdo je pač kapo di banda, pa ni zdaj, da bomo kaj ukazoval, na čem imamo vsi proste roke, ampak tako, se ve, komu bo zdaj glih povedati, koga mu še vprašati. Tako. Kar se pa tiče vojske, mogoče spet ne toliko zaradi hierarhije, ampak zaradi neke discipline pa delovnosti, bi jaz rekel, da bi bilo treba. A si doma vsak dan pripravaš pojslo, preden greš od doma? Ne, priznam, da ne. Ok, no čist tako pač, to je ena taka stvar, ki pravi vsi, ja, to te pa naredi človek, jaz je tudi ne, pa lej, pa shajam s svojim lifeom, ampak glih to, kaj eni pravijo, da to te naredi. Koliko pa na hrano pa to paziš? Dost, sploh, ampak pri meni je bolj problem, da jaz moram ful zaužiti, jaz imam zelo veliko stopno, kaj jo moram doseči, da to lahko pojem. Se pravi, ti si dejansko, bom rekel, res profi športnik s tem. Mislim, profi, pač tudi na hrano gledaš, na treninge planiraš. Spane, ja, v bistvu. Koliko spanja rabaš? 8 ur, 7 ur? Ja, to je minimalno 8. Kako zdaj povedal, dober. Ja, minimalno 8, zato ker pol ne morem funkcionirati. Ok, mogoče zdajle, kaj konc sezone, mar biti mečken, da kje svalim, da ni tako, kot bi mogel biti. Ampak še vsem pa probavam, zato ker če bom zdaj počepnil, pol, ka bo nuja, bom istoga mogoče kje malo posral. To se pravi, probam čim bolj imeti konstanten nek isti ritem, mogoče zdaj, če po noč zapiska, mene zbudi, jaz priznam, jaz ne ugasnem in pol itak, ka me že zbudi, je itak, da bom šel. Pač to smo mislim, to smo ki smo malo bolj zagriženi, in pač to te to gon, da pač greš se, kaj pa boš. Ja, no se pol te potovče. Ja, pač na to ne morem vplivati, ampak ja, mogoče večina ima misel, da to ni profesionalni šport. Z mojega vidika definitivno je. A misliš, da bi to lahko
ratala kdaj olimpijska disciplina? Ne, Nismo tam. nikoli ne bo. Zakaj? Sem skoraj 100%. Zaradi tega, ker Ker je toliko specifičen, ne? Pa ker je z Toliko enim specifičen. poklicem vezan. Ja. Cool. Čak, začeli si to v Ameriki, ne? ja, začel se je samo tekmovanje 33 let nazaj, prej je bil pa to kot nek test za ameriške bodoče poklicne gasilce. A prav, vsi so mogli to. Vsi so mogli čez. Po se pa to V kakšnem cajtu? mislim, da so imeli 5 ali 6 minut nekaj tanskega. Ti pa koliko narediš? Minuto 20? Minuto 20. Ja, dobro, pa bi bilo kar hiter, še jih dubo tam, ne? Ja, a Um, ne, samo zdaj to oni ne prakticirajo več na tak način. Kaj pa, če bi človek recimo en like hotel začeti, pa da, ja, ok, da je reči like, nekdo, ki sploh še ni gasilc, pa lahko to še malo poveš, kako je, a rabaš biti gasilca, ne, kva rabaš od kaj tečajev, sploh ne vem. Pa kako, kva rabaš, pa kamor znati, no, tako. Ja. Če bi čist hotel začrtajiti. Čist iz nule moraš biti gasilc, Okay. pa moraš imeti tečaj za IDA. Aha, dejansko. Ja, dejansko ga moraš imeti. Pol pač, kar se pa opreme tiče, je pa osebna zaščitna oprema enega gasilca, operativca. To ne rabimo, po mojem, razlagati, kva je, ja. Ja. Oziroma, tako bom, itak ki ga zanima, prvo ne rata gasilc, pa pol že zvedel. Tako, ja. Ampak je, mislim, letos, zdaj po COVID-u je bil prvič v Sloveniji tekmovanje, pa je bilo dosti takih novih obrazov, bi rekel. Tako da premika se samo počas, pa to, kar sva že prej omenila, premalo nas je. Kot država smo premehni. Ne? To sploh s kakšno Ameriko, to ni primerjave, kar se tega tiče. No, ampak tle lih, ki si to rekel, zakaj pa pol te prata biti, če letos si bil kaj, si že rekel? Posamezno 7. na svetu, No. izmed malo več kot 400. Dvojice sva bila, s enim Nemcem sva bila 11. A se moraš kaj kvalificirati? Ja, svetovne kvalifikacije, ampak pri kvalifikacijah je tako, malo je čudno. Ne? Bi mogel načeloma kvalifikacije tle delati, pa polit, tam je pa glih obraten. Tam prideš 4 dni na kvalifikacije, če se uvrstiš, imaš 2 dni finala. Se pravi, v enem tednu se odvije vse. A ne, to pa zaradi tega, ker ne moreš istih pogojev tle zagotoviti, kar se tiče opreme in ne moreš imeti primerjave. Sam kako da to en prosti izraz, Slovenček tam nagon vseh 400 ljudi. Pač, ker si rekel, ne si je premalo. A to je zdaj si genetsko tako dober, ali je to, kar imaš pač take pogoje za trening, ali ker si to vrgel, ali... Po mojem to, zato, ker sem zato to vrgel. Res, probavam vsak let rečem, a bom drug let kaj novega najdel. Pa zmeri nekaj novega najdem. Nekaj novega... Kaj, finese gledava? Ja, finese, ja. Recimo, zdaj sem v temu 8 let. Nekje 8 let, recimo, ja. Zdaj, načeloma bi mogel začeti par 18 uradno s tekmovanji, pač priznam, mene so švercala, meni so letnice spremenila rojstva, pa drugi so podpisali zame, pa take zadeve, da pač to šlo naprej. Ampak ja, vsak let iščem, kje se da dobiti, ampak mogoče... Kje so te finese? Ker vem, recimo, pa SSV-ju, jaz kot tekmovalec SSV-ja tudi nekaj vem o tem. Ja. Pač vem, da lahko recimo, ne vem, tam neki spojke, ne vem, prštimavaš, pa že skrb zbijaš. Ja. Kje so pa tle pri Fire Combatu te finese? Je to, ne vem, kako si špago naštimaš? Načeloma je ena ekipa, ki resetira celo progo, tako da to se pravi... Ja, da ti potem, kaj en pred tabo tekmuje, vse postava, ne? Ne postavljamo sami. Aha. Recimo pri SSV-ju postavljate sami. Ja, postavljate si me. Ja. A ti nisi še nikoli me trudil? Sam nikoli tako, da bi pa zdaj... Da bi živel za to. Ja, pa ne. Ok, ja. In je dost, recimo, dost od njih odvisen, samo načeloma nek standard je, ki ga ne morajo zgrešiti in pa se tako postavko, kar mora biti vse začrtan, vse je pošprican, vse se vidi, tako da, kar se tega tiče, ni problema. Kje se pa poje tiste finese delajo, to je pa pol koraka, korak, en obrat, tam pol, ne vem, kako en del je... Kaj priješ gor, kaj špago recimo odložiš, kako boš poštartil nazaj, pa to verjetno. Kako boš, ne vem, slalom tečemo, kako boš nogo postavil, kje mora stati, kaj priješ mim stožca, ne vem, letos sem za slalom
ko vem, da je ena moja hiba, sem skredo risal, kje stopam. A ne. Sem pač šel tak slow motion, čim daljše korake, kakor na tekmi, sem se ustavil vsakič krat okrog noge. In pol, ko sem treniral, sem mogel tam nogo postaviti. A ne, to so take sicer To se reže finese. Ja, take neumne, ampak Ti prinese, ne. to pali, ja. A pa obstaja tudi kaj, da bi rekel, da se greš lahko komu, kaj res, ne vem, da je kakšna ekipa, ki greš lahko trenirati, težko, ko so klubi, recimo, da greš kam trenirati, ali to je vsak zase bolj trenira in tam se vidite enkrat na en let na svetovnem prvenstvu in čao. Ja, tle v Sloveniji smo trenutno nekje 3 aktivni. A ne, Na tem profi nivoju. Ja, to pač, da se mislim, da se uvrstiš na svetovnega, pa vse ostalo. Zdaj, kar jaz zmeri nekako, kdor ima res tako željo, ponovadi ve, kdo sem, pa mi pol pišejo na Instagram, pa načeloma se dobimo, tudi oprema, pa to se da, pa se tam sproba. Zdaj, za kaj več, pa ne, da bi bil zdaj požrešen na dar, ampak a ne, je težko zagotoviti toliko robe pa opreme, da bi to delal zastonj. A ne, to pač pol je že vzamem kot trenerstvo, ampak to pomeni, da jaz, ne vem, tam ni trening pol 1 uro, to se jaz lahko vzamem 3-4 ure, pa se to res obdela na polno, a ne, in kaj zdaj ti v teh 3-4 urah dobiš, je to, da mogoče naslednjič me več rabo ne boš. To se pravi, stolp tam stoji, ti priješ in treniraš, Kako je s tem stolpom? To je tle v Radovljici nekje. Ja, tle imamo v bistvu, tam se reče Pršlandru, to je za temu Šparam, se peleš naravnost po cest, pa priješ direkt pred stolp. V bistvu je, načeloma je to vadbeni stolp, to se pravi, ga tudi Gasilska zveza Radovljica Uporablja. Ja, uporablja za, ne vem, za postavne lestve, za kakšen tečaj, ampak sam stolp kot stolp je pa društveni naš, ker smo tudi mi uradni organizator za tekmovanja. Tako da ja. Koliko se pa iz Radovljice, ki se s tem prav ukvarjate? 2 malo bolj aktivno, ostali pa tako. Na vsake toliko probajo. Ja. Kaj pa punce pa Fire Challenge? Slovenija, tako, no. Ni glih pač to nek tak Svetovno šport. merilo, ja. Ja. Glih zaradi tega mogoče, ker ni toliko prepoznaven. So ene mogoče, ki so že nehale vrhunske, kar se tega tiče, so tudi predispozicije zelo dobre imele. Bi rekel, da definitivno je to tudi šport za punce. Je pa tukaj ena mogoče slabost. Vse je isto, kakor pa za moške, ne. Aha. Se pravi, teža, ne, to mogoče kakšna punca pride, ki ima na koncu lutka, ki jo moramo vleči nazaj, je težja, ki ima 80 kg, kakor pa tista punca. Ja. A ne, to je mogoče slabost za njih, a ne. Drugače pa je čisto primerljivo za oba dva spola. Gledal sem dele, ki ste imeli, koliko je, 2-3 mesece nazaj, ki je bil tudi live stream iz Slovenije. Ja. Pa vsi, ki pridete, so tam blazine, a ne, ki pa padeš nazaj, a ne, Ja. pa se vržeš pač na dihalca, a ne. A se Ja. je že kdaj zgodilo to, da je ventil odbil? Odbol so ga že odbili, ja, ampak so ga ponovadi ne takrat, ko je padel v blazino, ampak že vmes. Ki je vmes padel. Ja. In kva je letela jeklenka? In ne, ko je umita, ko ima gor prepeto. Aha, Tako da načeloma ni ga čisto odlomil, ga je toliko Sam- zalomil, da je glih vmes uhajal. Spustil ven. Ja. Ok. No, to me je zanimalo, se mi tako to bi hotel, to Ja. hočem videti. Ja. Cool. Za zaključek, ki po mojem zdaj sva že kar pridna, sva že 40 minut. Super. A bi še kaj ti povedal, sem jaz kaj pozabil ta zdaj pomembnega vprašati, ali pa da te nikoli ne vpraša, pa zdaj povedal. A ti kaj sam sebe vprašal? Ne vem, mogoče sem to, da to je bolj tako za populacijo. Ne se držati neke cone obdobja. Okay. Zmeri jed ven, ker če boš skozi v neki coni obdobja, tam ne boš nikoli napredoval. ja. A ne. Tako da ja, čim bolj, zdaj, ali ne bo to šport, ali ne bo to privat življenje, biznis, karkoli, ne. Čim bolj pa čim več truda not vlagati,
pa ne toliko računati na motivacijo, ker motivacija je skozi tako, a ne? Ne bo disciplina, ki je skozi tako. To je ena taka Kako pa stvar. priješ do tega? To je pa bitka, to samo glavo, bitka ali? sam s sabo, ja. Večinoma glava, no. Glih zaradi tega, kar sem ti že prej omenil, a ne, sej ne bo kakšen kiks vmes tak, a ne, da ne vem, prej sva govorila zaradi spanja pa hrane, a ne, da vmes mora biti kje malo sfali, ne bo to bolj tako za glavo, mentalno, ampak pa čim Ker prej sladkorček, ja, pa čim prej nazaj v te stare rutine, zato ker, a ne, glih to je pol, ali se boš ti prepustil temu, pa boš zaradi tega izgubil disciplino, ali pa boš na temu rastel. Tako da to bi jaz izpostavil, da disciplina zmeri poje motivacija za zajtrk. Dobro, mi je všeč. Disciplina poje motivacija za zajtrk. Ta je huda. Glavno, ne biti motivirani, bodite disciplinirani. Hvala, ker ste gledali. Hvala tebi, da si Hvala za se odzval, no? Hvala. Pa da sem lahko na toplem. To pa vedno. Ja, tako se vidimo. Ajde, živ. Čau. Dobro, kako ti je bilo? Ma super. No, odlično. Šla sva, se videl, nisem hotel. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.